Spoštovane gledalke, dragi gledalci, današnja oddaja bo pa namenjena nečemu lepemu, dobesedno. Govorile bomo o lepoti. Ali se počutimo lepe, kdaj se počutimo lepe, o lepotnih standardih, ki pritiskajo na nas, o lepotnih posegih bomo tudi kakšno rekle. In z mano v studiu sta danes dve krasni sogovornici. Eva Trpin Fortuna, specialistka maksilofacialne kirurgije, ki se je specializirala tudi za estetske posege na obrazu, sicer žena, mama 6 otrok. Zraven nje sedi Helena Rozman, ki jo dobro poznate tudi kot voditeljico Reflektorja. Helena je učiteljica slovenščine, ima certifikate iz učenja plesa, je mama 5 otrok in seveda poročena. Obe sta pa ustvarjalki, v prostem času izdelujeta stvari, šivata. Helena izdeluje čudovite torte, s katerimi imaš tudi veliko dela, a ne Helena? Veliko naročil, slikata, imata velik umetniški čut. In ker smo vse tri, bi rekla, ljubiteljice lepega, ne, in estetike, bomo danes rekli nekaj na temo lepote. Pa me najprej zanima, tako bi vaju vprašala, ali se vedno počutite lepi in kdaj se počutite lepi? Tako. Jaz se zdaj sama se počutim lepo. V oddaji. Ni pa vsak dan tako, a ne. Pridejo dnevi, ko se pogledaš v ogledalo, pa ne odseva tistega, kar ti v bistvu noter čutiš. Tako da se ne počutim vedno lepo. Mi pa zelo veliko pomeni, kadar v bistvu mi mož potrdi in me pohvali in mi v bistvu mora to kar dostikrat povedati, če sem poštena. Aha. Ja, jaz bi tudi rekla zelo podobno, no. Večino časa se počutim lepo. Zdaj, če sem čisto gola pred ogledalom, si ne morem glih reči, okej, čudovita si, Helena, zato ker pač vseeno moje telo vseeno ima določeno zgodbo za sabo in vse te brazgotine pač kažejo neko hvaležnost, no. Ampak ne bi pa zdaj rekla, da je to lepo, a ne, v mojih očeh. Ja, se pa tudi, tako kot je Eva rekla, se mi zdi, da cvetim zaradi moža, no. Ker nikoli ni imel nekih standardov, kaj jaz moram biti ali pa glede lepote ali pa kaj obleči. Zelo redko mi reče tako, a to boš oblekla? Tako, mogoče, ker se res pretiravam v kakšno smer, drugače pa ja, me zna pohvaliti in se počutim pač lepo. Pa ti, Tina? A je pri vaju recimo občutenje lastne lepote povezano z urejenostjo, ker se mi zdi, da pri meni je to zelo povezano, Ja. Se pravi, počutim se lepšo, če sem urejena, ampak to je lahko čisto po nekem mojem, a ne, vkusu. Jaz grem včasih iz hiše brez kakršnega koli make-upa, samo sled rdeče šminke na ustnicah in to je zame že dovolj, a ne, recimo, pa bi nekdo drug rekel, Bog pomagaj, ne, nisi ne Jaz mislim, namazala, ne nič. Ja, da za eleganco treba tudi malo potrenirati, kar pomeni, da za vse take dogodke, kot so zmenki, večerje, kino, gledališče, je treba ženske izkoristiti. Obuti visoke petke, se lepo obleči, biti samozavestna v tej opravi in jo trenirati, tako kot treniramo doma, ko smo v trenirkah oblečeni, to obvladamo. Ja, to je res. A se recimo, ko se zjutraj zbudita, se zdita same sebi lepi, ko se pogledaš v ogledalo? Daj no. Ker jaz potem nisem čutna. Ne, zjutraj veš tisti, ki si še malo zalepljen, pa je malo zaspan, pa je malo zabuhal, pa vse sorte. Okej, rabimo tisti jutranji ritual, da se majčkeno red spravimo, a ne, verjetno. Ja, kaj pa recimo zjutraj naredite tako, kaj spada v vajin jutranji ritual tak? Se vem, da pri toliko otrokih pa pri službi ni zdaj zjutraj ure in ure časa za meditacijo in jogo, ampak kaj recimo vendarle je tisti vajen minimum, da se počutite lepi, urejeni? Ja, mislim, make-up si nanesem, no, ampak je res pač jaz grem najprej res brati Sveto pismo, no, tako da nekako jaz tle dobim ta mir, no. Kadar sem mirna v sebi, bi rekla, da lahko pač to tudi lepoto izžarevam ali pa neko energijo, a ne, ko drugi rečejo, ja. Ampak kaj se jim. Ja, jaz predvsem, no, ko si tudi make-up nanašam, pač zraven molam in nekako res prosim Boga, da bi, ne vem, moje oči videle lepe stvari, njegovo stvarstvo, ustnice izrekale resnico, te stvari, no, in ušesa, da bi poslušala njegov glas, ko si zapenjam uhančke. Tako, te drobne malenkosti pač povezujem s tem, da res me Bog ima rad takšno, kakršna sem. Ne glede na to, ali sem jaz sama sebi zdela lepa ali ne lepa, mislim, ali grda, ampak ja, to, kako me Bog vidi, no, to mi neko vrednost tudi daje, no. In zaradi tega pač grem lažje skozi vse, ne vem, težave ali pa
težke dni, ki si ne prespan, recimo, pa mogoče dejansko tvoja lepota v ogledalu ne, mislim, tvoj odsev v ogledalu ne izžareva tvoje notranje lepote, a ne? Pač tako. Jaz nisem tako globoka. Jaz ne odprem oči, dokler ne spijem kave. Skoraj. Zelo rada kupujem make-up, tudi ga rada podarjam za darilo in kadar kupujem za Heleno in opisujem v trgovini make-up, rečem, gospa, poslušajte, ne mi govoriti. Mava točno 1 minuto časa za make-up, čist nič več, tako da nekaj, kar se da hitro namazati, pa dobro izgleda, pa po principu manj je več. No. Torej, make-up je tudi del tvoje jutranje oprave. A tudi čez vikend, recimo, ali pa v takih dnevih, ko veste, da ne bo nekih takih obveznosti, da ste samo družinski, se vseeno naličita? Ker jaz sem recimo zelo rada brez make-upa, če se da. To je za vikend doma. Ja, ampak če pa gremo za vikend družinsko nekam, se pa že namažeš. Recimo, če greste na Kriško goro, če greste na Dobrčo, se naličeš. Če gremo smučati, pa ne. Okay. Jaz pa se. A ti pa se? Ja. Ne vem zakaj, pač res se dobro počutim. Mislim, to res ni veliko, saj tisti, ki me poznate, veste, da ne nosim zdaj tone make-upa na sebe, ampak moje trepalnice so rdeče, a ne? In pač niso tako poudarjene, če dam pa rjavo maskaro gor, ne, se mi pa zdi, da je tako, učke mi drugače zažarijo, recimo. Gotovo. Tako da zaradi tega, ker jaz sem tudi svetle nikakve trepalnice in če niso namazane, jih ni. In pol meni otroci rečejo, mami, lepša si, če se malo naličiš, ampak dobro, včasih se pa tudi ne. Si tudi bi rekla to pravico, vzamem, da če se mi pa zdi, bom šla pa tudi brez make-upa. No, nimam, a ne, mogoče v mlajših letih ali pa kakšne mlajše ženske, da bi bile toliko navezane na to, da bi rekla, brez make-upa sploh ne stopim iz hiše, ne pelem niti psa na sprehod, ne grem niti v trgovino. Mene to bi rekla ne omejuje več do te mere, da pač ne, če sem sporti, malo šminkice in grem tudi recimo, ne, tako na hitro. To se mi zdi pomembno, da te stvari da nisi toliko rigiden ali pa da te toliko ne omejujejo. Ne? Točno to. Jaz mislim, da je stvar srca zdaj, zakaj to delaš. A ti to delaš, da z nekom tekmuješ, da se dokazuješ, ali delaš to zato, ker pač ti je to nek ritual in s tem se bolj počutiš lepo. Tako, vedno se moramo spraševati, kje je naše srce v vsem tem. Ali je, ne vem, ta lepota, pol že, da same sebe slavimo, ne Boga, veš, je to že tako, pol na meji, ampak če pa se v tem dobro počutimo, pa mislim, da čist malenkost vsega je zdravo, no, tako. Kako pa recimo na svoje navake gledata, mislim, dobro, ti kot nekdo, ki se strokovno s tem ukvarja, a je težko potem sprejeti kakšno, ne vem, morebitno asimetrijo ali ne vem, zdaj čisto na pamet govorim, ker se toliko ne spoznam, ampak si imela kakšen tak prav proces tega, da si kakšne svoje stvari sprejela? Absolutno, absolutno. Sploh, ko smo se učili za specialistični izpit, ka veš vse, kako mora biti, pa kako pač pri tebi ni, se ugotoviš, da te morajo celega razstaviti, če te hoče, da te sestavijo v normative, tako v tisto, kar paše pod izraz harmoničen obraz. Tako da, vsekakor, nikoli nisem bila zadovoljna s svojim nosom, ampak bom rekla, je bil to večji kompleks v mladosti. Nekako potem, ko pa odraščaš, ko se ti življenje ureja po svoje, ko sem kljub takemu groznemu nosu spoznala moža, ki se je zaljubil v ta nos, sem potem to v bistvu zdaj sprejela in nimam potrebe, da bi ga popravljala. Ne izključujem pa, da ga nekoč ne bom, ampak trenutno nimam nobene potrebe. Kaj pa ti, Helena, imaš kakšne take stvari, s katerimi nisi zadovoljna? Ali si že vse v celoti sprejela? Mislim, zdaj sem ful sprejela. Jaz mislim, da moramo poudariti, da pač moja zgodba je vseeno drugačna, ker sem šla skozi raka. In mogoče nisem una tipična ženska, ki ne bi hotela povedati svojih let, ki bi gledala gubice, joj, tle imam zdaj nove gubice. Pač jaz to res tako jemljem kot dar, tako hvala Bogu, da imam gube, ker če jih bom veliko imela, to pomeni, da bom veliko časa živela. In tudi zmer poudaram svoja leta, tako 42 let že živim, to je tako, zdaj bo 43, evo, že kmalu. Ja, sem pa morala sprejeti v mladosti pač svojo višino in tudi svojo suhost, ker takrat jaz nisem imela teh idealov, nisem poznala še družbenih norm, ne, kot najstnica. In meni je bilo to tako, zakaj sem tako suha, pa ta moja koščena rit, pa
Kje bom jaz dobila fanta, ker sem tako visoka. Tako, recimo, jaz sem imela pa s tem takrat probleme. In sem pač Ti ne, časom... ki so bili visoka, Vsi so bili manjši od mene. Ja. Mislim, ne more ženska moškega ubijeti, on more njo. Ja, tako Imate zdaj obe višja soproga od sebe? Ja, je. Jaz sem pa tam. Ne nosim pogosto visokih pet. Aha, ker moj mož je par centimetrov sicer samo višji od mene, ampak njemu so bile pa visoke ženske vedno všeč in je rekel, da to je pa ja nekaj krasnega visoka ženska in ga tudi ne moti, recimo, če sem v petah tako, če bi bila nikoli ne merva, nikoli ga to ne ovira ali pa moti, recimo, njemu je pač to lepo, če v lepoti govorimo, ne, tako da bi užival tudi v vajni družbi. Kaj pa ti, kere napake si pa ti mogla sprejeti? Ja, jaz sem imela v najstništvu zelo probleme z aknami. Ki se tudi še vedno vidijo. In imam od tega veliko brazgotin in tako naprej. Tako da, to je po mojem ena stvar, s katero sem se največ obremenjevala in sekirala in tudi, bi rekla, vedno so me starši spodbujali, da hodim k kozmetičarki, da smo to reševali, da hodim k dermatologu, da sem imela ustrezno nego in tako naprej. Tako da meni določene stvari, ki so mogoče ženski z lepo kožo samoumevne, meni nikoli niso bile. Pa kakšne druge stvari tudi pridejo. Recimo z velikim nosom se zavedam, da imam ogromnega, si danes smo 3 take karakterne, jaz rečem tukaj v studiu, imamo vse dober karakter, jaz se čas pohecam, da velik nos pomeni, da imaš močen karakter, pa da lahko fajn pokrivala nosaš, taka tudi bolj izrazita, ker uravnoteži nosa, tako da najdemo dobro točko v vsaki stvari. Z nosom se nisem tako ekstra sekirala, mislim, vsekakor se zelo zavedam vseh stvari, ki niso perfekt, ampak po drugi strani starejša, ker sem bolj si rečem, lej, super je, hvala Bogu, da je tako, kaj je. In sploh se mi zdi, če se naučiš, kako res zase skrbeti in po duhovni, duševni plati in telesno. Recimo, meni daje veliko vzpodbudo to, da sem fit, to, da sem res zmožna v hribe hoditi v takem času, to, ono, tretje. Tako, če čutim neko to energijo vse, pa ne, mi to da en tak zelo pomemben feedback. Ampak, ker si prej govorila, si marsikaj že dala skozi, smo tudi brazgotine po telesu, od carskih rezov, tukaj od operacije ščitnice. Nikoli se nisem tega v tem smislu sramovala, čeprav trebuh moj je pa tak, da bi kakšen lepotni kirurg imel marsikaj za narediti, pa za povedati. Prav, mi izhajamo zelo subjektivno iz našega subjektivnega vidika, kako gledamo na lepoto pri 40-ih, ne vemo, kako bomo na njo gledali pri 50-ih, pri 60-ih, kaj nas bo motilo, koliko bo vplivala izkušnja pretekla na dojemanje starosti. Jaz mislim, da bi vsi radi živeli v družbi, kjer v bistvu izgled ni najpomembnejša vrednota. Tako je lepše živeti, da so druge vrednote pomembnejše. Samo tako, ko se vse spreminja, ne vemo, kaj bo v prihodnje. Mogoče bo pa v prihodnje nekdo, ki ne skrbi za zunanji izgled v manjšini. Da bojo vsi skrbeli. No, kaj ti opažaš pri svojem delu? Se pravi, a so lepotni posegi v porastu? Mogoče najprej, če poveš, kako v bistvu lepotni poseg sploh izgleda oziroma katere vrste obstajajo, pa da nam samo malo na kratko razložiš. Ja, poznamo med lepotnimi posegi, poznamo take, ki niso invazivni, neinvazivni, kar pomeni, da se ne reže obraza ali telesa, in pa invazivne posege. To so pa kirurški posegi, kjer je potrebno pač prerezati kožo z nožem in so tudi posledično brazgotine, ki so vedno tako narejene, da so skrite očem. Med več je neinvazivnih posegov, najpogostejše so uporaba botulintoksina in polnil, potem pa še razna v bistvu energijska zdravljenja za strukturo kože, z radiofrekvenco, z ultrazvokom, s prebadanjem kože. To so pogosti posegi, ki jih v bistvu začnejo uporabljati ženske, dekleta, bom rekla ženske, ko začnejo opažati prve znake staranja. V bistvu te postajajo izrazitejši tam okrog 30. leta, se ponavadi začne. Če dovolj zgodaj začnemo z recimo določenimi postopki, delujejo tudi preventivno, da se ne slabša stanje. Ni primerne starosti, kdaj je potrebno začeti, z ničemer ni potrebno začeti v bistvu, tako da je kakšno določilo. Tudi nima smisla začeti pri 20-letnicah, to je pretirana uporaba. Drugače potem pa nekako proti 40 letom se pa že znaki staranja stopnjujejo, tako da pri 40-letnicah so že pogostejša povpraševanja po kirurških posegih z manjšimi rezi. To pomeni recimo zgornje veke, da se koža odvečna postane. Potem so manjši dvigi srednje tretjine obraza, pa dvig obrvi recimo. To je pogostejši tam nekako
taki, od kirurških posegov, seveda še vedno uporaba neinvazivnih posegov. Veste, tudi tako bom rekla, kar je lepo narejeno, ponavadi ljudje ne opazite. Ne? Ker to je tako, manj je več, vedno je isti princip. Nekaj, kar je konzervativno, bom rekla, kar je lepo, marsikdo v družbi uporablja, pa vi še veste. Ne? In se da zelo lepo izpopolniti izgubo volumna, prostornine, pač tega začetnega upada tkiv v tem starostnem obdobju, to, kar sem omenila. Je pa tako, da kar pa se pretirava, pa meče slabo luč potem na vse estetske posege. Najbrž imamo dostikrat v mislih ravno tiste primere, ko vsi vemo, da so pa res tako pretirani, da je človek postane neprepoznaven. In pri tem imamo verjetno malo strahu, ali kako bi rekla, malo paranoje. Točno tako. Dočim je pa res, da starejše, ko smo sploh menopavza, vse gospe povejo isto zgodbo, mi še nismo o tem, ampak vse povejo, v 2 letih se je vse podrlo, vse je padlo dol, vpliv hormonov, padca hormonov. Tako da nekako tam okrog 50. leta pa postajajo ženske kandidatke v bistvu za kirurški poseg, ker z manjšimi posegi v bistvu ne uspemo doseči tazga dviga tkiv obraza, kot ga dobimo kirurško. Tako da to je pa dvig obraza potem je v porastu v tej obdobju. Poleg vseh v bistvu posegov in teh minimalno invazivnih in raznih površinskih peelingov, kislinskih, mehanskih, za teksturo kože. Daj poprav me, če nimam prav, ampak je tako, da neinvazivni posegi imajo omejen čas trajanja in jih je treba potem tudi ponavljati, medtem ko invazivni so potem za skozi, ali kako? Tako je. Neinvazivni posegi so pogostejši, se pravi, potrebna je redna uporaba, botulin toksin se običajno daje na 4 do 6 mesecev, polnila držijo dlje, to je hialuronska kislina, ki se v telesu razgradi, in se jo daje za različne indikacije, za povečavo ustnic, za recimo majčkeno poudariti lica, za linijo spodnje čeljusti, podočnjake. In bolj ko je dinamično področje, več ko je mimike na tem območju, hitrejši se izplavi, se pravi ustnice nekako držijo, da rečemo tako, tam 6 do 12 mesecev, lica pa dlje recimo. Tudi vse v bistvu anti-age postopke, v smislu, kar se dela na spodbudi lastne sinteze kolagena v koži, je treba ponavljati. Njihov rezultat ni viden takoj, zato ker moraš ti lastno proizvodnjo kolagena spodbuditi in zato so ti postopki bistveno bolj učinkoviti pri mladih, kot pa pri starih, ki imajo že slabšo sposobnost tvorbe kolagena. A je tako v bistvu, da so določeni poklici ali pa profili ljudi, ki so bolj nagnjeni k temu, da se več odločajo za to, ker v to mogoče od njih zahteva tudi način življenja, njihovega dela in tako naprej, mislim. Absolutno. Kaj, če si medijsko izpostavljen ali kako? Medijsko izpostavljen, takole pod reflektorji. Če pač gre tukaj za žensko v recimo pretežno moški družbi, če so določeni pač socialni statusi zahtevajo urejen videz in v bistvu ne dopuščajo staranja, ne dopuščajo. Tako da, seveda se za take posege ne odločajo, ne vem, gospe, ki so doma ali pa v svojem domačem udobnem okolju. Tudi pač... Nič narobe, če bi se, ampak ponavadi je tako. Ponavadi je tako, ja. Si hotela nekaj povedati? Ne, saj sam, študirala sem, seveda, te gospe, ki so doma, tudi ne bojo toliko izpostavljene javnosti, ali pa, ne vem, socialnim medijem, ali pa pač tem normam, medtem, ko neka ženska na vplivnem položaju, je pa to čist, Je to del njene uniforme? Ja, tako, da skrbi zase, to bi jaz tako... Tako kot je potrebno, da ima določena oblačila, modne dodatke in tako naprej, spada zraven tudi to, da je obraz do neke mere popravljen obraz. Dodelan. Polepšan. Veste, kaj se sprašujem? Kje je recimo ta meja med, torej vse 3 se ličimo. Lase tudi, jaz recimo imam pramena, ti mislim, da se ne baraš, Helena, to je tvoja barva, ti se baraš, zgleda čisto naravno tudi. Ampak se pravi, nimamo nič proti temu, da se malo polepšamo, da svojo naravno lepoto ali pa to, kar nam je Bog dal, malo še dodatno, bi rekla, naglasimo. Kje je pa pol ta meja med recimo zame, ker se trenutno še nisem odločila, ali pa ne vem, če se kdaj bom za lepotni poseg, kje je ta meja med tem, nekaj je make-up, je barvanje las, kje pa je pol ta, da pa narediš ta korak, pa da se odločiš še za neko tako spremembo. Ne vem, Helena, recimo, ti bi se odločila za lepotni poseg? Ne, jaz mislim, da se ne bom, ampak tako kot je Eva rekla, nikoli ne reč nikoli, ampak
Ampak ja, jaz bi rekla tako, jaz nekam v sred pašem. Prej smo govorili o gospodinjah, pa jaz nisem na nekem pomembnem položaju. Kaj se vem. Nekje je treba pač to, jaz mislim, da vsaka ženska mora nekje to ločnico sama potegniti. Kaj je pomembno v življenju, pa kaj je. No, tako kot imamo, ne vem, vsi enako število časa, recimo, če gledamo 10 let, kaj bomo v teh 10 letih naredili. Mi vodimo, mislim, nas Bog tudi vodi, ampak mi odločamo, kam bomo ta čas dali. Isto je, ne vem, finančni vidik, kam bomo dali svoje finance, ali potovanja, ali bolj lepotne stvari. Ali, pač, ne vem, jaz mislim, da je Bog tle nam dal veliko svobodo in da pač lahko živimo in se odločamo po svoje. Ker v Sveto pismo govori kar precej o lepoti, ampak nikjer ne zapoveduje zdaj, kaj ti moraš. Pač govori o lepoti sonca, pa o lepoti žena, kako so bile tudi določene svetopisanske žene lepe. In zato mislim, da in zapeljive tudi zaradi tega, na nek način. Lepota je Bogu pomembna in sploh zato smo res vse lepe, ker smo ustvarjene po Božji podobi, ker nas je Bog tako ustvaril. No. Tako da jaz pač tle tako gledam. Ne bi se odločila, ampak se pravim, sem tudi zaradi svoje zgodbe, ki sem jo izkusila. Jaz sem bila na operacijah in zato mi je tako, zakaj bom šla zdaj pod nož, da bom, ne vem, si obraz dvigalna. Ampak zakaj pa ne? Ena ženska, ki se to odloči, pa pač sprejemam. Mislim, nisem zdaj, nočem obsojati ljudi. Tako kot nekdo bo šel na Tenerife, pač, ne vem, jaz bom šla pa nekam drugam, recimo. Jaz bi dodala, da pač ljudje se radi počutimo tako mladi in da zgledamo tako mladi, kot se počutimo. No? In da v bistvu medicina je napredovala, posegi so predvidljivejši, varnejši, rezultati dobri, in da v bistvu ga ni zadržka, da vkolikor se ti ne počutiš dobro v svoji koži, da tvoja samopodoba ni najvišja, da imaš možnost, da tudi na ta način popraviš stvari, če te to osreči. Ja, samopodoba se mi zdi zelo pomembna beseda, ki si jo zdaj izrekla, o kateri še nismo pravzaprav govorili, ampak mislim, da tukaj pravzaprav vse izvira in se tudi zaključi tukaj. Se pravi, zdrava samopodoba je nekaj, na čemer je treba delati, po moje, od mladosti naprej, kot najstnika te zelo premetava sem in kaj, potem se zadeva začne malo umirjati, ampak še vedno mislim, da to zahteva eno določeno delo na sebi. In to delo na sebi je lahko res, ima to duhovno dimenzijo, oziroma jo mora imeti za moj okus, če želiš biti celosten kot človek, ampak se pa mora po moje manifestira tudi navzven. Jaz svojega vidika, svojega dela, pač kot svetovalka vem, da recimo neka urejenost ali pa neke lepe barve ali pa nekaj, v čemer se ti res počutiš odlično, blazno vpliva na samopodobo, posledično na počutje, na držo, na nastop in ljudje so zaradi tega dejansko bolj zadovoljni in tudi bolj uspešni. Ali pa doma manj sitni, če tako rečem. Dokazano je, da so lepi ljudje uspešnejši v svojem poklicu. Prej dobijo službo, posežejo po višjih položajih, zberejo si boljše partnerje, tako bom rekla. To je sicer grozljivo na nek način, ampak to je resnica. To je resnica. In tudi, bom rekla, dolgotrajna slaba volja, jeza, nečimrnost, grd izraz na obrazu se zariše, se to ni nič novega, se naredijo te grde gube. Ta notranja lepota, notranja karizma, vesel obraz, vidite tudi starega človeka, ki je zelo lep. Pa je zelo zguban, pa se to tudi na njegovem obrazu izraža. Tako da notranji žar ne sme ugasniti. Jaz bi te tukaj še tako dopolnila. Jaz se zelo veliko različnimi ljudmi srečujem pri svojem delu in zame je lepota vedno tudi nekaj, kar človek iz sebe izžareva. Zdaj, tukaj je ta klišej notranja lepota, ki je že mogoče zelo velikokrat uporabljena besedna zveza, ampak je zelo resnična. Zato, ker jaz včasih vidim, in to so recimo značilen primer, kakšni manekeni, modeli, ženski in moški, recimo res simetričen obraz, krasna postava, vse lepo, ampak če je ta attitude tak neprijazen, nadut recimo, ali pa da je škodoželen človek ali pa kaj takega, potem meni osebno ni lep pa pika. Lahko rečem, da zgleda kot Ken ali pa kot Barbika, to je neka opredelitev njegovega videza, nima pa neke karizme. In po drugi strani, če človek, ne vem, da vidiš, da je dobrohoten, da je ponižen, da je karizmatičen, da je strokovnjak v nečem, da kar žari, ko v nečem začne govoriti,
meni je to potem lepo. In če je to harmonično povezano pol tudi z zunanjostjo, recimo, da se to potem poveže za moj okus z nekimi lepimi barvami in tako naprej, zato je okus verjetno s tem, da je to vraz, mladosten ali kakorkoli, je to res pol ena taka sinergija, ki je, se mi zdi, temu lahko rečemo lepota pola. Se mi zdi, da se ne more čist ločati, konc koncev enega in drugega, no? Da gre to kar z roko v roki. Ja. Tako da, če kamerman luči ugasne, bomo mi žarele. Zelo. Ker zelo rade delamo to, kar delamo, in ker imamo tudi doma veliko veselja z našimi družinami. Ja, res je. A se vam zdi, da drugače smo kar pod velikim pritiskom lepotnih standardov, v kakšnem svetu živimo? No? Kaj praviš? Veste, obraz v celi zgodovini človeštva še nikoli ni bil toliko izpostavljen takemu velikemu občestvu ljudi, kot je zdaj. Odkar so se razvili socialni mediji. Nikoli. V bistvu prvi boom je bil z uporabo televizije, pa mogoče ameriški trendi, Hollywood, filmi, par manekenk tam po drugi svetovni vojni, da se je to začelo kazati, da so se nekako modni trendi začeli razvijati. Zdaj skokovito narašča, saj obraz je zdaj povsod izpostavljen, ker naenkrat ga vidi milijone ljudi. In je v bistvu ta obremenitev na mladih, ki so najbolj podvrženi, je izjemno velika. In mlade punce želijo izgledati kot njihove zvezdnice, po katerih se zgledujejo. Zato lahko pride tudi do pretirane, bom rekla, uporabe, pretiranega ukvarjanja z videzom. Mislim pa, da naša generacija ni temu vsem toliko podvržena. Ne, bolj naši otroci oziroma naši otroci. Čeprav, a veste, obstaja pa prav izraz FaceTime, facelift. Zato, ker odkar so se med koronskim časom začeli video sestanki po laptopih, vse ženske gledajo dol in se ta del kar naenkrat grd postane. Že kot posledica zeitgeist pravzaprav. V bistvu odkite, ali pa če se slikaš selfie s telefonom od spodaj gor je grozno, a veste, kaj so tukaj kar naenkrat. To je znano, takrat, ko smo pisali te navodila, kako jaz sem dala en video ven, kako se naličiti za Zoom konferenco, recimo, in tako naprej. Ampak takrat vem, da sem malo študirala te stvari in sem videla Kate Middleton, recimo, ali pa tako, so imele laptop postavljen na to višino in je imela od tukaj ona lepo kamerco. Da ni bil noben čuden kot osvetlitve, zamika, nobene stvari. Se pravi, iz najbolj laskavega možnega, od spredi, simetričnega in tako. Tako da to so cele znanosti lahko iz tega. Zdaj, meni je en svetopisemski citat, zelo všeč, imam tukaj zapisanega iz prvega pisma Korinčanom 6:19. Helena, ti vem, da imaš svetopismo v mezincu, tako da gotovo vse poznaš, Mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga, Se mi zdi, da se navezuje tudi na temo o lepoti. Jaz ga včasih tudi na kakšnem predavanju povem, ker jaz ga razumem na dveh nivojih. Se pravi, naše telo je tempelj Svetega Duha. Ta citat ti pove, da smo tudi telesna bitja in je tudi naša fizična telesna dimenzija pomembna, je tukaj in nam je dana. In po drugi strani nismo pa samo telo, smo tempelj Svetega Duha in ta dimenzija v nas pa prehaja potem, če sem malo ontološka, tudi v večnost. Se pravi, se mi zdi, da zelo lepo ravno to ravnotežje obojega nekako definira. Se pravi, je treba in na notranjost in na zunanjost pravzaprav paziti. Paziti tudi z vidika zdravja in potem tudi z vidika urejenosti, lepote, da za telo lepo skrbimo. Ker če je neki tempelj Svetega Duha, vemo, kakšni so templji, so lepi, so čaščeni, so ukrašeni, se skrbi za njih. Cerkve imamo radi, so nam dragocene in na nek način, če je vsak od nas tudi nek mali tempelček, je prav, da tudi na tak način gledamo tudi na telesno dimenzijo. Ker se mi zdi, da smo mogoče katoličani včasih malo skušnjavi, da bi to plat čisto zanemarali oziroma da bi rekli, potem je pa vse nečimrnost, pa vse samo ta telesni vidik, pa vse samo to, kar se vidi, pa to, Ni vendar, Se mi zdi, da je v Svetem pismu poudarjeno, da gre za neko harmonijo obojega, Se strinjate z mano? Ja, mislim, ta konkreten odlomek pač namiguje tudi na telesno čistost, da skrbimo za telo, se pravi, tukaj govori o nečistovanju. Drugače so pa tudi tako zelo zanimivi odlomki v Svetem pismu, iz visoke pesmi, recimo, zelo poudarja in zobe, obline, kako se ženska ziba, hodi. Potem, ne vem, prva Samuelova reče Bog Samuelu, o Davidu, da
da David je že lep, zdaj ne znam čist na pamet, ampak David je že lep, ampak pomembno je, se pravi, da človek vidi, Bog vidi drugače kot človek. Ne? Človek vidi, kar je pred očmi, Bog pa vidi, kar je v srcu. Tako da to je v bistvu pomembno. In pol govori tudi o tem, o tej večnosti, no, ali prvo Petrovo pismo pravi, ki nagovarja žene in može, da pač kar se vidi, je začasno, česar pa ne vidimo, kar pa se ne vidi, je večno. Tako da te poudarki so, no, mi je pa zanimiv, no, en tak za nasmejati, ki sem ga lani odkrila, ko smo pregovore brali. Pregovorov je ravno 31 in mesec avgust ima 31 dni in potem smo vsak dan z otroki prebirali pregovore, in pol najdeš pregovor 11:22, prav zlato broček v prašičjem rilcu je lepa ženska brez okusa. Dobesedno sem zdaj povedala. In mi je bilo tako smešno, tako, pa lej, mogoče pa vseeno Bogu pomembno, da ima nek okus, pač sej za nasmejati, tako, no. Ampak, ja. Še tega veš, to pa še nisem slišala, hvala, da si ga povedala. Jaz mislim, no, da je Bog redu in neke urejenosti in lepote in v nebesih bo ta lepota, vse te obsmrtna pričevanja, doživetja, kar sva jih midva z možem brala, govorijo o tem, koliko je tam lepo, svetlo, lepe barve, mladi smo, tam ne bomo stari, mislim, bomo mladi. Skratka, in to pač meni nakazuje na to, da Bog nam to želi dati, ne še zdaj na tem svetu, ampak to je njegova želja za nas. Veš, kaj sem te hotela vprašati? Torej, ti si imela raka in ko si zaradi zdravljenja izgubila lase, si verjetno, vsaj po mnenju številnih žensk, izgubila enega od največjih atributov, ki so za ženske, lasje. Zdaj, če nosiš dolge, še toliko bolj, Kako si to recimo sprejela? Torej, takrat je bila tvoja lepota kar fizično tudi ogrožena in, ker zadnjič sem delala intervju z eno drugo instagramerko, vplivnico Lejo, ki je tudi prebolela Hodgkinov limfom in je rekla, ko je bila na tistem, ki ni vedela, bo preživela ali ne, in je hotela vse sprejeti, je rekla, takrat ostaneš samo ti, res tisto ti v svojem jedru in se sprašuješ, kdo sem jaz brez las, kdo sem jaz brez te funkcije, kdo sem jaz brez te funkcije, kaj sem jaz v unem svojem jedru in prav to, ki reka, kdo sem jaz brez las, A si imela ti tudi tako kakšno krizo oziroma tako vid in kako si to? Naj povem, da je mene Eva pobrila. Dobro, Jaz sem takrat res tako bila, gledaš videe, rakavih bolnic in vidiš, tako lahko lase ven vlečejo vsak dan, šope las, pa na blazini, na posli vstajajo. In jaz sem rekla, to bo mučno, daj, kaj pa, če bi se res. Eva me je pa vprašala, kaj boš pa naredila z lasmi? Kaj bom naredila? Takrat mi je dala misliti. No, pa sem pa rekla, me prideš pobrit. No. Tako da smo imeli tako dogodek, družinsko smo se še slikali, in Eva mi je pobrila vse tako lepo v čopke dala, spela in me pobrila. Ja, tako. Pa se pa, ampak sej ni bilo toliko, mislim, težko je sprejeti, seveda, ampak takrat ti je to, da bi bil zdrav, toliko bolj pomemben, toliko ti to prevlada. In otroci so rekli, mami, kakšna si ka fantek. Aleš je pa pač me objel in rekel, ful si lepa, všeč si mi, vedno mi boš všeč. No. In to mi je tudi med kemoterapijami znal povedati, ker res sem bila bleda, shirana sem bila, tako, no. Se pa spomnim, tudi enega momenta, ko sem šla preko gledala, no, na hodniku, sem imela tako Pavla na štupu ramo in takrat se spomnim, ko sem tako se pogledala, sem rekla, kako sem grda. Tako sama se je prej po moje to in sem naredila selfie, tako sem se fotkala, lik za to tako v spomin, ker skozi mojo glavo je pa šlo namreč misel, res sem grozen videti, ampak uživam s sinom, igram se, smejem se, imam ful dobrega moža, imam Jezusa, ne vem, v bistvu imam vse, samo zdravja, Tako mi je bilo videti, koliko hitro lepota mine, tudi v tem obdobju mi je bilo zanimivo videti. Tudi Sveto pismo, prav pregovor je 31:30, da je pač milina je vrljiva in lepota je prazna. Žena, ki se boji Gospoda, ta pa je vredna hvale. Tako da ne mislim zdaj, da bi zdaj samo, mislim, da je lepota res čist prazna, ampak hitro mine, to se izprazni, to je tako, no, pač vseeno moramo vedeti, da to je za ta svet. Tudi
naša rast, jaz mislim, da jo Bog pač tudi gleda skozi srce, vse na zunaj, skozi naše sadove in to mu je pač pomembno. Mi je pa zanimivo, da nisem si mislila, da bojo te lasje tako, in sem mislila, da jih bom bolj z lahkoto dala proč, pa rekla, vse to zrase, sem pa v bistvu glih kontra, kaj pa kirurg rekel, ja, bomo operali desno dojko, ne, vse dajte proč, da nav še kje kaj zrasela, ampak sem mu zelo hvaležna, ker jaz sem potem še 5. otroka, našo Lucijo dojila z eno dojko, tako da, polno je bila dojena in sem pač hvaležna, da sem to obdržala. Torej, lasje so ti bili bolj boleči kot recimo potencialna izguba prsi. Ja, to mi je bilo tako zanimivo, dojke, zato ker vedela sem, da Aleš me res sprejema. In vem, da bo sprejel vse, tako res tudi, ko sva se pogovarjala, tudi, ni mi bilo, pač dojke komu jih kažem, nisem gola na plaži, jaz sem pač intimna z Alešem in če mora zdravnik videti, to je to, in tako tudi učim svoje otroke o goloti in o tem, kaj komu kažejo. Ampak, lasje so pa pač nekaj vidnega, tako da sam sem se polkar hitro, čist lepo sprejela in tudi zdaj pač mi ne bi bil problem, Sem že včasih razmišljala, da bi kakšno rakavo bolnico tako podprla, veš, ko so kakšne te akcije, dajmo se vse pobriti. Na čast, tako, dajmo jo spodbuditi. Res mi zdaj, veliko manj te stvari pomenijo. Evo, še zadnje vprašanje me zanima, mi smo vse že čez 40, dame? Kako skrbita v telesnem smislu zase, za svoje zdravje? Ali tukaj tudi kakšna, joga obraza, masažice, ali skrbita s kakšno posebno vadbo, prehrano? Kaj je recimo nek tak vajin režim, ki je namenjen seveda lepoti, ampak tudi v prvi vrsti mogoče zdravju, pa res dobremu počutju v svoji koži? Eva, povej. Jaz sem trenutno v obdobju, ko so otroci stari od 13 do 4 leta in če v bistvu mi uspejo pustiti porcijo hrane pri kosilu, je to že veliko. Tako da bom rekla, njih vozim na krožke, sebe preškrtnem in pri telovadbi in pri športu. Zelo rada, drugače grem smučati, grem hoditi, grem v hribe, ampak to, če rečem, da to redno delam, je čista laž, zato ker je pač z dnevnim tempom ne uspem, časa za to, da hodim. In ti dnevni tempo verjetno dovolj vadbe ponuja. Dovolj vadbe ponuja in v bistvu ne uspem niti zvečer, kakšna telovadba, prosim te, to je ne uspem. V bistvu, kar se crklam ali pa bolj pocrklam je, v bistvu rabim, je masaža hrbta zaradi poklicne drže, tako da to hodim redno k svoji fizioterapevtki. V bistvu od prehranskih dodatkov, ne vem, kaj bi bilo, če ne bi bila jemala, za dober spomin. Nisem tako, bom rekla, ne pretiravam v nobeni stvari, tako. Ti, Helena? Ti si tekačica, jaz imam drugače zelo rada ples, drugače pa res zadnje čase več tečem, kakor plešem, čeprav zdaj smo bili na parih žurkah in sva kar fajn z možem plesala. Tečem, sej tudi spet ne more biti vedno redno, razen kadar se na kakšen tek pripravljam. Mi je pa masažo imam, zato ker imam, se pravi, 6,2 grama dojke manj in potem to lahko tudi, sej ni nekega velikega strahu, lahko tudi to povleče na eno stran. Majčkam se že v osnovi krivo držim. 6,2 grama. Tako, To pomeni, da si daš v drug žep eno. Tako se pravi. Se pravi, da to ni merilo, ampak pač vseeno so me pač tako opozorila, da skrbim za hrbtenico, in za držo. Tudi recimo telovadba, ker so mi pobrali 5 bezgavk pod pazuho. Vedno pač moj onkolog preveri, koliko se stegnem, koliko imam raztegljivo to desno roko. Ampak res nimam težav. Druge rakave bolnice, mislim, bivše imajo zatečene roke, tako veliko več. Res sem hvaležna, da sem jo odnesla tako, kot sem jo in pač bom. Bogu hvala, ne? Pa ti, Tina? Jaz pa imam doma zdaj tudi 4. otroka, rečem temu psa, ki je zelo aktivna pasma, tako da 1 do 2-krat na dan je to absolutno sprehod čez Rožnik ali ampak to je hitra hoja, ker to je ptičar in je zelo agilen.
Tako da to, on skrbi za eno plat medalje, enkrat na teden gremo družinsko v hribe, no, malo višji ali pa malo manj visoko, to moj mož poskrbi, da smo vsi fit. Malo jemljem kakšne vitaminčke tudi, no, recimo C-vitamin, magnezij, omega-3, D-vitamin, to so zame vedno na sporedu, pač to mi je obvezno vsak dan. Doma tudi kuhamo, tako da probamo čim manj te umetne sprocesirane hrane jesti. Ampak res se mi zdi ta sinergija, tudi notranja naštelanost, no, na tem tudi jaz kar zadnje čase delam, veliko berem rada in tako. Ker vidim, da če sem tako dober, če tako nisem razsuta, če sem tako dober, pol stvari nekako štimajo in laufa in je ta energija in je ta flow in potem je nekako vse gre. No. In pa sem na koncu sama sabo zadovoljna, no, tudi po lepotni plati. In v zdajšnjem času si moramo ljudje zavestno to vzeti, zato ker je tempo življenja tako hiter. To je prav dobesedno si moraš v urniku nesti. Takrat pa, ne vem, ugasnem računalnik, jaz imam zvečer uro, ko ugasnem računalnik in se preselim na kavč s knjigo v roki. Ker če bi to prepuščala nekemu izvendiskurzivnemu momentu, ga ne bi nikoli bilo. Vedno je neki izgovor, še na en mail odgovor, še neki in je treba zato si prav vzeti čas. In včasih misliš, da ti to jemlje čas, ampak v resnici vidiš, da ga imaš pol več tudi za tiste stvari, ki so zelo nujne. Recimo, ko pridem jaz s prehoda, zelo bi rekla tako, čutim, da mi kri laufa, da sem oksigenirana, da vse štima. Imam pol več energije za to, da v krajšem času naredim nekaj, kar je treba pa nujno potem tudi za službo narediti. Hvala. Mislim, da je bil lep klepet, res tak ženski, tudi lepo smo ukrasile, tako res ena taka lepa ženska debata. Hvala vam za vaš ugled. Polajkite, spremljite nas, če še niste naročeni na kanal, kliknite subscribe, pa napišite nam kakšen komentar, ga bomo prebrali in bomo zelo vesele. Lepo se imejte in se vidimo v naslednji oddaji.